Kada je cel Mustang naredil. Ok, to je zdaj. Kako je hud, kar gledaš, je nova 7. generacija Forda Mustang in točen tale nos posebno ime. Ford Mustang 5.0 V8, izvedenka pa Dark Horse. Moj črni konj. Kje bomo začeli? Poglej, skoraj 10 let so si pri Fordu vzeli, da so pripravili naslednjo generacijo njihove absolutne ikone. In kar so pripravili je, pod pločevino praktično enak avto kot prej. Govorimo o goli zasnovi. Ampak, ko se lotimo pa detajlov, ko se lotimo obraza, maske, oblike, pa ne samo to, tudi kabine, takrat pa vidiš, da so bile spremembe vsem fejst orang. Zdaj bom pa jaz tega modela ugasnil, ko v tem trenutku zares ne nucamo tega takole. Veš, pri takšnih avtih se je kar težko zadržati, pa se umiriti, pa reči, ok, dajmo počasno po vrst, a začnemo z obliko, ki je res precej drugačen, kot tisti, ki je bil pred njim. Torej, ta nov Mustang ima povsem novo masko. Dajmo pogledati najprej na vogalih. Žarometi, veliko bolj stisnjeni, novi, ne samo grafično, tudi po zmogljivosti. Premaknemo se naprej. Celoten sprednji del avtomobila je drugačen. Zdi se, da je malo stisnjen. Zagotovo bolj športen. Tele heksagoni na mešu mu fejst pašejo, vstopi za zrak so ogromni. In že prvi vtis je, da ta nov Mustang deluje bistveno bolj ostro, našpičeno. Pokrov motorja. Vidiš tole? Veš, pri sodobnih avtomobilih pogosto srečamo takšne in drugačne okrase pokrova motorja. In ko sem jaz prvič videl fotko Dark Horse, sem sam upal, prosim, ne bodo fake, ker to bi bilo pa malo žalostno. No, tudi približno niso fake, služijo svojemu namenu. Zdaj pa naprej. Preden se lotimo same izvedenke, naštudiramo najprej osnovno obliko. Tudi zadaj so pripravili ogromno enih sprememb. Ravno tako, kot spredi, deluje bistveno bolj sharp, ampak na nek način tudi minimalistično, sploh s pristopom oblikovanja telih zadnjih luči. Zares krasen zadek, po mojem mnenju v zadnjem času eden lepših, po dinamični plati pa tudi na splošno. Zdaj bom jaz lučke prižgal, ker se bo še lepše videli, bo lepše ven popelne. V bistvu ne morem prehvaliti Ford, kako dinamično obliko je pripravil za zadek, kako je spoiler pritajeno integriran v karoserijo, kako se vse skupaj lepo speljali. Predvsem pa ta intenzivnost dinamike ne pade, ko se pomaknemo nižje, predvsem zato, ker imamo tukaj opravka s športnim difuzorjem in ne dvemi, seveda, 4 ogromnimi izpušnimi cevmi. Vem, da mora biti kot ta prav, da se zares prek zaslona vidi ali pa dojame, razume fi telih cevi. Zares so ogromne. No, zdaj pa tako, že na začetku sem rekel, da gre za posebno izvedenko, ki v tem trenutku tvori vrh ponudbe pri Mustangu. Zdaj pa poglej pokrov motorja. En tak zelo zgovoren pokazatelj tega so nalepke na pokrovu motorja. Zdijo se mi fine, ker niso preveč in your face. Poglej, tukaj piše pa že prvi napis Mustang Dark Horse. No in kdo je bil zares pozoren, je najbrž že opazil ta glaven detajl, ki pove, da gre za nekaj drugega, kot navadnega Mustanga. Veš, ta Dark Horse, to je tudi en poseben emblem, ki ga najdeš na tem avtu. In daleč najbolj očiten je tale tukaj na zadku. Moram reči, da zgleda mater. Za konja še kar zloben, no. No in ravno ta Dark Horse se mi zdi, da je Mustangu prinesel nekaj take temačne svežine. Pa da noš misel, da je sam na zadku, najdeš ga tudi na mestu, kjer predvidevam, ne vem pa za ziher, pri običajnih Mustangih v resnic, ne vem, še vedno, piše 5.0 V8. In seveda se vse skupaj ne konča zgolj pri grafičnih elementih. Poglej, še en napis tukaj na pragu, Dark Horse. Pa še en napis na armaturki, ki se ji bomo posvetili čez par momentov. Evo, poglej ga.
Tudi sicer se tale temno-modra, kako že rečejo pri Fordu, indigo blue tematika prenaša na polno iz karoserije v kabino. Mislim, prosim lepo poglej barvo sedežev tukaj na zunanji strani, na notranji seveda imamo opravka s tkanino oziroma tudi z alcantaro. Modr velik napis, povezava, ki že dobro poznamo, namreč Ford in Recaro, pa pol še drugi detajli od šivov in še par drugih malenkosti. Ok, sej po mojem je čas, da ti pokažem kokpit, je res? Poglej, Ford se je fejst potrudil, da je Mustanga v kokpitu povsem predrugačil. No, v primeru izbire avtomatskega menjalnika bo imel voznik še vedno opravka z ogromno ročico in to mi je, če sem čisto iskren, všeč. Vemo vsi zakaj, ne? Sodobni avtomobili imajo, mislim, take mehne pizdeke, ki jih komi najdeš, pa tukaj pa mater zagro. Ta kabina ima tak vibe, veš, da ko priješ noter in dvakrat narediš. No, pa dajmo nadaljevati, pomaknimo se k prostoru, ki je namenjen vozniku, no, pa delno tudi sopotnikom. Poglej, zgornji del armaturne plošče je povsem predrugačen. V nekem sodobnem trendovskem stilu. Tukaj najdeš dva velika digitalna zaslona povezana v eno celoto. Koliko nam to je ali pa ni všeč, se boste morali sami odločiti. Meni je ta pristop všeč, dokler ti Ford na telem delu ponuja tako res kulsko personalizacijo, pridemo pol do tega. Ok, zdaj smo pa pri volanu. Tudi ta je povsem na novo oblikovan, športen vibe je seveda evidenten, ne samo zato, ker je spodaj prerezan, moram pohvaliti, da zares lepo dobro sede v roko in tudi primerno nastavljiv je. Ok, še pogled z voznikovega zornega kota. Ta prva stvar, na katero moramo opozoriti, je ročna zavora, ki to ni, namreč tudi če jo potegneš, pade dol, ne glede na to, koliko močno to narediš. Ampak, a veš, v čem je hec tele ročice? S tole punco tukaj se aktivira oziroma vzpostavi totalno neravnovesje med vožnjo. Hočem reči, da ko ti narediš tole, s tem začneš, no, kaj, vemo kaj, ja, drift. Mislim si pa kar jack, da daš v Forda Mustanga ročico, katere edini namen je, da ti je lažje vzpostaviti driftanje oziroma drsenje skozi zavoj. Stari. Tako se posluša vse tiste, ki so pristaši, ne samo športne, ker ima razgrajaške vožnje, take na meji oprijema dobesedno. No pa potem pod obema zaslonoma še tale set stikal, start, stop, on, off, tele modes oziroma prilagoditev posameznih elementov vozila svojim, bom rekel, nekim preferencam. Veš, kriminalno bi bilo pozabiti trud, ki ga je Ford vložil v to, da je Ford Mustang veliko več kot avto za peljati naravnost. To smo se menda naučili že dolg časa nazaj, ne? Mustangi se držijo, pa tudi spustijo cesto zelo dobro in tudi zelo lahko se jih da kontrolirati, če se ga navadiš voziti tako, kot on to od tebe zahteva. To je pa res in to konec koncev velja za vse avtomobile. Zdaj pa zaslon. Dajmo pogledati, kaj ponuja. Če pritisnem tole tipko Track Apps, dobim na levi strani Acceleration Timer, da lahko sam zmeriš, koliko časa potrebuje za pospešek od 0 do 50, 100, 200, 200 ali pa 400 metrov. Pa imamo tukaj še druge funkcije. Recimo zbereš, kako boš vse skupaj to zmeril. Pa če se vrnemo nazaj, imamo pol tukaj tudi test brake performance od 100 do 0 oziroma od 200 km do 0. By the way, ta avto ima tako bolano zmogljive bremze, da je kar težko verjeti. Mislim, če se tacga na avtomobilih, ki stanejo pod 100 jurjev, ne najdeš zlepa, ampak lej, pridemo do žlajf malo pozneje. Dajmo tukaj nadaljevati. Torej, če nadaljujem s telemetrijo, kaj imamo tukaj spodaj še lap timer, torej zbereš, uneseš posamezno dirkališče in potem meriš svoj performance, koliko si jak. Tale drift brake, ki sem jo prejle omenil, piše tukaj for track use only, your drive mode will change to track. Ok, a veš, s tem sem jaz tale drift brake dejansko aktiviral, da bo sposobna narediti to, kar jaz pač želim. Samo da na cesti se tega ne dela. Kljub temu, da sem, to moram poudariti, na dobesedno mrtvem koncu ceste, ker sem prej tako samozavestno parkiral čez polno črto, da na te mislim, da je kaj promet, pa se moram imeti. A veš. No, potem imamo pa tukaj spodaj še tako imenovani line lock. Dajmo prebrati, kaj piše. Poglej, locks the front brakes while allowing the rear wheels to spin without moving the vehicle. This allows you to do a burnout to heat up the rear tires for better traction for track use only. Ej, a se meni sam zdi, ali so pri Fordu totalno zares vzeli
mislim, kar je edin prav, to, kar naj bi bil ta avto sposoben furati po drag stripih, dirkališčih in tako naprej. Bravo, tako se dela, vsaka čast. Joj, ti moj dinozavrček, malo vas ne več, pa samo pa jokal. Tukaj spodaj imamo, poglej, auxiliary gauges, to se pravi dodatno telemetrijo za spremljanje nekaterih, bom rekel, sistemov, ki pomagajo avtomobilu. Mislim, da lahko tudi, evo, miksaš stvari, kaj ti kje kaže in na kakšen način. In pol potrdiš, čak malo, in pol potrdiš tole s kljukco. Če pritisneš tole digitalno tipko tukaj spodaj, pa lahko vse sisteme vidiš naenkrat in spremljaš, kaj se dogaja z avtomobilom. Pa če gremo spet še en korak nazaj, pa imamo tukaj Custom Mode, to je eden izmed voznih programov, ki ga seveda ti lahko prilagodiš povsem po svoje. Ta sistem že poznamo, pa pojmo še enkrat nazaj. My Color, to se pravi, tukaj zbiramo barvo tele ambientalne osvetlitve. Dajmo pustiti v tem trenutku kar tukaj le nekje, pa se vrnemo nazaj. Cluster Theme, ok. Zdaj pa to ena izmed stvari, ki je pa meni najbolj všeč. To se pravi, kot pri veliki večini avtomobilov ti lahko prilagajaš videz digitalne instrumentne plošče. In jaz že ves čas vozim samo v enem videzu, ker je tako jebeno nostalgičen, da se z njega ne morem premakniti kamor drugam. Sploh po noč. Joj. Dej, a ti zdaj en shot dam, da boš lažje videl, koliko je. To je taka huda erotika. No, lej, pa dej gremo po vrst, pa pridemo na konc do te moje najljubše. Prav. Poglej, tole je tako imenovani normalni način oziroma običajni videz. Premaknemo se zdaj na sport. Meni tole ni všeč niti malo, mislim, merilc vrtljajo na levi pa na gor, to je kar neki. Race track, no tega poznamo že dober. Tam je že bolj všeč, seveda v prvi plan postavlja nič drugega kot motorne vrtljaje. Pol imamo program Calm, torej mirno, spet merilnik vrtljajev v sredini, hitrost še bolj v centru, pa bolj malo kaj drugega. Ti se prav, da se malo poglobimo v te stvari, ne? Meni je to zanimivo. V glavnem, zdaj pridemo pa do zadnjega videza digitalne instrumente. Tukaj le piše Fox Body. Med letom 87 pa 93 je bilo najbrž tako videti v Mustangu znotri, ki si pogledal na števce. Jaz bom zdaj to kliknil, ti pa pogledaj tale style. Evo ti ga na Fox Body. Bam! Ko v dobrih starih časih. Klasičen Tourenceller na levi, pa na desni strani merilc hitrosti. A ni to najbolj simpel, pa tudi najbolj lepo? Da ti me povej, zakaj jaz ves čas skole nekaj pogasov stiskam. Najbrž mi je všeč ta spremljevalna zvočna kulisa. Ja, ne najbrž. Kar ziher. No pa dajmo vsem sekundo pozornosti nameniti še volanu. Poglej, tukaj upravljamo s tempomatom, pa sprehajanje po menijih, pa tako naprej. Nas zanima bolj tale srebrna mode zgori pa spodaj, ker s tem nastavljamo različne vozne programe. Dovolj mi, da ti pokažem, ker tudi tukaj se je Ford grafično fejst potrudil, pa se mi zdi vredno to izpostaviti. Poglej, tole je program Normal, tole je program Sport, Track Mode, Drag Strip, Slippery Roads, pa Custom. A ja, pa seveda najbolj powerful gumb tega kokpita, Engine Start Stop. Daš, seveda, ok, lej, zdaj smo končno seveda prišli do strojne opreme. Dobesedno. Jaz sem zdaj tole, čakaj, če ga pusti da laufa, ha? No, evo, kar gledaš je 5.0 benzinar, seveda V oblike, 8 valjev, ki v tem trenutku, no, nima kaj dosti zadelati. Tale strat tukaj čez, vemo, kaj počne, skrbi za rigidnost, predvsem sprednjega dela. Ker vemo, ko imaš ti opravka s takšnimi silami in s takšno količino navora, potem rabiš kakšno uječitev, da se avto ne zvije tam, kjer se ne bi smel. To, da je Ford tale motor pokril s tole fake carbon fiber plastiko, jim zlahka odpustimo, ker ne pozabimo, prosim lepo, gre za absolutni motorni biser avtomobilske industrije. Je pa treba omeniti, da je Dark Horse v Ameriki bolj zmogljiv kot v Evropi. Od oka 500 konjev ti ponudi onstran luže. V Evropi švoh 50 konjev manj. Mislim, da 454, zato ker, mislim, številke CO2 pa te fore, je treba ostati na neki,
Ne vem, no, v glavnem, veš. Menda ne rabim poudarjati, da se ves navor spelje na zadnjo os. In zdaj, ko smo pa že pri vožnji, ne, tale Mustang je opremljen s paketom Performance. Med drugim to pomeni, da dobi tudi Torsnovo delno zaporo diferencijala, ki je še kako pomembno, če ti želiš s tem avtom bolj ali manj kontrolirano drseti. Zdaj, kljub motorju in zmogljivostim, ki jih Mustang ponuja, bi pa jaz izpostavil en element, ki je pa mene predvsem po svoji učinkovitosti dobesedno šokiral, in to so njegove zavore. Za stopping power skrbi Brembo, ampak tile žlajfi. A veš, da se sploh nisem pozanimal o merah čeljusti oziroma zavornih kolutov. Vem pa, da so sprednje zavore 6-batne. Zdaj, če ne veš, kaj to v resnici pomeni, v osnovi vemo, kako žlajfe delajo, ne? To se pravi, imamo zavorni kolut in imamo čeljust, ki ga zagrabi in potem se avto ustavi. No, in to čeljust mora nekdo stisniti, da prime kolut. In v primeru tega avtomobila to naredi ne 2, ne 4, ampak 6 majhnih batov, zato se imenuje 2, 4, 6 batna čeljust in to je prej redkost kot kaj drugega. To se običajno pojavlja pri avtomobilih, ki so bistveno težji, bistveno večji, pa ponovadi imajo še kakšnega kojena več. In stopping power teh bremz je, mislim, ko to enkrat probaš, imaš feeling, da se ti bodo učki dotaknili šipc na očalih. Nič drugače ne znam povedati. No, pa to, kar sem rekel za performance paket, pa za tors na zadnji, ne. Tukaj zraven dobiš še marsikaj drugega, med drugim tudi dodatni hladilnik za hlajenje motornega olja, pa tudi prilagodljivo podvozje, ki mu Ford v primeru Mustanga, pa to ni novost, to je imel lahko že prej, ki ga Ford imenuje Magna Ride. Razlike med voznimi programi je kar face čutiti, kar sem spoznal, ko sem v track načinu zapeljal čez en ležeč policaj, ki ga mogoče nisem videl dosti kmalu in pa mi je skoraj vse plombe ven vrh. Vozne lastnosti, zelo podoben se pele kot ta prejšnji Mustang, zato ker v osnovi izvira iz enake osnove, ampak pri temu imaš občutek, da so vsak šravf na avtomobilu pod pokrovom motorja in še kje druge še malo bolj zategnili, da je cel Mustang naredil. Ok, to je zdaj. Zdaj, če ti to kaj pove, fajn, če ne, pa ne morem pomagati. Je pa v vinkih zelo sposoben. Samo moraš zaupati, pa moraš ga znati handlati. Zato, ker je težka stvar, pač malo se moraš navaditi. No. In tudi prav je tako. Ima svoj karakter in ko se enkrat z njim dobro spoznaš, pa res lahko uživaš. Zdaj, jaz tudi približno nisem v okolju, kjer bi uspel na varen način prikazati vse njegove dinamične talente. Lahko vam ga dam pa malo za poslušati, to se pa že skoraj spodobi. To je ta poezija, za katero nočemo, da zgine kadarkoli, sploh v lifeu, na svetu, v vesolju in povsod drugod. Tako, v teoriji smo prišli do konca, ostane nam še cena, vse skupaj štarta pri dobrih 67 jurih, ukolikor izbereš, in to je, hvala Bogu na voljo, ročen menjalnik. Ne pozabite, tisti, ki ste še posebni mahnjeni na Mustanga, če še niste gledali, dajte na YouTube pisati Komotar Mustang, pa še Mach 1, pa boste našli vlog s prejšnjo generacijo, Mach 1 izvedenka z ročnim menjalnikom, krasna bela kugla. Tudi pri Dark Horseu lahko zbereš ročen menjalnik in sicer ta pride v tista kugla je taka krasne, temne, metalik, modre barve. Zelo lepo paše. In to je dejansko eden redkih avtomobilov, kljub temu, da ta 10-stopenjska avtomatka res dobro dela, tudi v športnem načinu nisem rabil kaj dosti sam delati, dobro zračuna, tudi športno vožnjo. Hočem reči, da je to eden redkih avtomobilov, ki, če bi se odločil za nakup Madonna, da bi izbral ročni menjalnik. Sem kar prepričan v to. No, in če se cena pri običajnem Mustangu začne tam pri 67 jurih za ročni menjalnik in 70 jurih za avtomatskega, če boš gledal pa Dark Horsea, v bistvu ne vem, ali gre za omejeno izvedbo ali ne, štartajo cene pa pri 79 600 oziroma 82 900, če boš zbral avtomatika. Zdaj, z Mustangom pa posebnimi izvedenkami je pa tako, da je Ford kar napaljen, da sem pa tja kakšno tako zadevo venda, tako da ko enkrat Dark Horsea ne bo več, sem prepričan, da se bojo spomnili še česa drugega. Mogoče celo še bolj zanimivega, ampak v tem trenutku je tole Dark Horse vrh ponudbe. No,
Če vprašaš Roka Kostanška, bo pa rekel, ne Ciril, zmotil si se. Vemo, da obstaja en še bistveno bolj našpičen Mustang, a ne Rok. No, tisti je pa pol, mislim, GT3 izdelek, ne, z ogromnim spoilerjem in, mislim, vse na tistem avtu je večje, bolj zmogljivo, bolj sposobno, bolj strašljivo in tako naprej. Ok, ampak to je že druga zgodba. Rok, daj v glas se pa povej, no. Ok, dosti je bilo, preveč sem že povedal, če imate kakšno vprašanje, oglasite se. Dajte malo pokomentirati obliko. Kje je, smo za ali nismo? Mislim, meni recimo ta mi je kar všeč. Moram priznati, da bolj kot prejšnja generacija, manj je tak balki, bolj je, zdi se, na videz bolj osredotočen. Je ima tovinke pa tako. Tako da note rekli, da nisem tistega line locka pokazal v praksi, ne. Lahko kadiš po mili volji. Štekamo koncept, ne, ti tišiš žlajfo, ampak aktivirane sem samo sprednje bremze, zadnje pa spusti oziroma sprosti in pol ti lahko, mislim, to, s čemer sem začel, bi jaz lahko držal v nedogled, dokler se meni ne bi zdelo, da sem zadnje pneumatike ugrel na primerno temperaturo, da če bi bil na drag stripu recimo in bi rabo dobiti ta prav huk, pol bi moral to narediti.